Slišimo se, tako da vabljeni, da nam prisluhnite. Predvsem pa bi vas rada spet ponovno pozdravila v mojem imenu tukaj z odra. Z mano je sodelavec Miha Stanonik iz službe za zaposlovanje na Zavodu za zaposlovanje. Ker se poznava, se bova tikala, a ne? Predstavila pa bova program Zaposli me plus, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja, tako kot še številni drugi programi. Ta program izvajamo na zavodu zato, da odpravljamo neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter da povečujemo zaposlitvene možnosti in priložnosti brezposelnih oseb. Poseben poudarek kot javna služba pa seveda namenjamo tudi ranljivim skupinam. To pomeni, da te osebe opremimo s potrebnimi kompetencami, znanji, spretnostmi in tako poskrbimo, da so konkurenčnejši na trgu dela. Miha, najprej, ker mi zelo velikokrat govorimo o ranljivih skupinah, ki sem jih prej omenila, kaj so to sploh ranljive skupine, kdo spada v to skupino oziroma iz katerih ranljivih skupin je največ brezposelnih in katera podjetja kaj najpogosteje zaposlujejo. Med ranljive skupine uvrščamo brezposelne osebe, ki imajo težave pri zaposlovanju. Oziroma to so brezposelne osebe, ki vstopajo na trg delovne sile z določenimi omejitvami. Ranljive osebe odražajo visok delež zastopanosti v evidenci brezposelnih oseb, med njimi pa predvsem izstopajo starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni, nižje izobraženi, invalidi, Romi, tudi prejemniki denarne socialne pomoči pri centru za socialno delo in pa tudi mlajši od 26 let. V bistvu gre za nekako osebe, ki so težje zaposljive, bi se lahko reklo. To je nekako skupen imenovalec. Tako, to je skupen imenovalec, so pa tudi v večjem deležu zastopane v evidenci. Zdaj trenutno imamo v evidenci 45.219 brezposelnih oseb, kar je danes že 45.000, natančno. Še lepši podatek, kar pomeni, da imamo eno najnižjih brezposelnosti praktično v zgodovini Slovenije. Je pa med temi brezposelnimi kar velik delež predvsem starejših od 50 let, izstopajo še posebej dolgotrajno brezposelnih, teh je kar 43% od vseh omenjenih prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb. Tukaj mogoče bi še izpostavil nižje izobražene in to so tiste skupine ranljivih, iz katerih prihaja največ brezposelnih. Ampak zato je pa tu Zavod za zaposlovanje in ukrepi, številni ukrepi, ki jih imamo, da pomagamo tem osebam. Rekli smo, da jih je res kar nekaj, ampak danes se bomo osredotočili prav na poseben program, to je Zaposli me plus. Povej nam kaj več o tem programu. Tako je, program Zaposli me plus se osredotoča prav na te ranljive ciljne skupine na trgu dela. In sicer je sama ciljna skupina za vključitev v program oseba, ki je prijavljena pri zavodu in izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev. Se pravi, da je stara 30 let ali več in je dolgotrajno brezposelna, stara 30 let in več in nizko izobražena, oziroma stara 30 let in več in sodi med ostale osebe z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti, to so predvsem invalidi, Romi, prejemniki denarne socialne pomoči, pa tudi starejši od 50. Koliko pa znaša ta subvencija? Dobijo delodajalec, a ne? Tako, subvencijo prejme delodajalec, subvencija se izplačuje mesečno delodajalcu, ki zaposli osebo iz ciljne skupine za najmanj 12 mesecev. Višina subvencije pa znaša od 450 pa do 720 evrov, odvisno od kriterijev ciljne skupine, ki jih izpolnjuje izbrana brezposelna oseba, ki jo zaposli. Tako da, če izbrana brezposelna oseba izpolnjuje en kriterij ciljne skupine, to za delodajalca pomeni subvencijo v višini 450 evrov na mesec. Če izbrana brezposelna oseba izpolnjuje dva kriterija ciljne skupine, se subvencija poveča na 600 evrov na mesec. In če izbrana brezposelna oseba izpolnjuje 3 ali več kriterijev ciljne skupine, se subvencija zviša na 750 evrov na mesec. Do koliko časa pa se lahko izplačuje ta subvencija? Subvencija se izplačuje največ 12 mesecev, delodajalec mora posebej zaposliti tudi za to obdobje in pa za polni delovni čas. V bistvu je to dobro tako za delodajalca, kot tudi za brezposelno osebo.
Tako je. Brezposelna oseba v bistvu na ta način brezposelni osebi pomagamo, da lažje naredi prehod iz brezposelnosti v redno zaposlitev. Oseba pridobi dodatna znanja, izkušnje, tudi pridobi nove kompetence, kar je omogoča izboljšanje prehoda in hitrejši prehod v neko redno zaposlitev, potem tudi v nadaljevanju, če se zopet pojavi na trgu dela. Hkrati pa vse skupaj povečuje tudi njeno dolgoročno socialno vključenost in prispeva, bom rekel, k njeni nadaljnji osebni rasti. Delodajalci v nasprotnem primeru pa v bistvu z kandidiranjem za izvedbo programa pridobijo mesečno subvencijo, na ta način se zagotovijo delovno silo in povečajo konkurenčnost podjetja. In v bistvu lahko v tem prehodnem obdobju, če tako rečemo, dobro spoznajo potencialnega, mogoče novega sodelavca. Tako je, edinstvena priložnost, da dajo priložnost tudi tem ranljivim osebam na trgu dela, ki mogoče brez neke spodbude ne bi dobile priložnosti. Je pa res, da glede na trenutno stanje na trgu dela, ko primanjkuje ustreznih kandidatov, v Sloveniji trenutno res velik primanjkljaj kandidatov, tudi delodajalci vse bolj dajejo priložnost tudi ranljivim skupinam oseb. In tako je tudi prav, kajti moramo biti vključujoča družba. Tako. To pomeni, da moramo najti priložnosti tudi za te bolj ranljive skupine, kajti tudi v teh je veliko znanja, veliko spretnosti, veliko modrosti, mi pa moramo se vsi skupaj potruditi, da tudi te osebe zaposlimo. Še eno vprašanje, aktualno povezano s tem razpisom, do kdaj je odprt? Javno povabilo je odprto od 6. 5. 2024 pa do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 5. 2025. Torej čisto sveže in ni druge, kot da povabimo delodajalce, da Tako je. se odzovejo. In oddajo ponudbo na našem portalu za delodajalce na spletnem naslovu www.zadelodajalce.si. Tako, vse dodatne informacije so Tako. itak na naši spletni strani, Tako je. tako da res vsi skupaj toplo vabljeni, da si pogledate tudi ostale aktualne razpise, ki jih je še kar nekaj za delodajalce. Tako je. Hvala lepa, Miha. Hvala.